Klemen, povej, kaj počneš? Zdaj ravno kar centriram gumo. To izgleda kako? To izgleda tako, da računalnik zazna, kje mora biti utež, na katerem mestu. Takole prikaže točno, nabijemo na sredino na vrh. Povej mi, zakaj si se odločil za ta poklic? Za ta poklic sem se odločil zato, ker je tudi moj oče že avtomehanik po poklicu in me je že s tem navdušil v mladosti. Potem pa tudi recimo veseli me to, ko neka stvar ne deluje, da jo potem spet popraviš in to spet steče, je tak užitek pač v tem. Hvala, Klemen, dobro centriraj. Ej, Bobek, a res vedno morava zaradi tebe zamujati? Saj bo počakal ta tvoj mehanik, no. Kakšen mehanik, avtoserviser, Bobek. Naročena sva pri avtoserviserju. Ta avto je za nič, no, ta avto je za na odpad. Pa kako ti govoriš, ta avto nam je dala teta Angelca, no. Lepo te prosim, veš, da morava biti točna, no. A mi ti lahko poveš, kakšna je razlika med mehanikom pa med avtoserviserjem, a kaj? Ne vem, Bobek, pojma nimam. Ampak se pa dobro sliši, ne? Plačal bom pa jaz, to se tudi dobro sliši, ne? Ja, daj ne kompliciraj, greva. Kakšna je razlika med avtoserviserjem in avtomehanikom? Ja, razlika med prejšnjim avtomehanikom in zdajšnjim avtoserviserjem je razlika v tem, da ima zdajšnji avtoserviser veliko več opravka z tehniko, to se pravi z računalništvom in elektroniko. Prejšnji avtomehaniki so pa v glavnem delali mehanske stvari, pa reševali pač na analogen način okvare. Kje pa razlika med splošnimi servisi in pooblaščenimi servisi? Splošni serviserji imajo večinoma dostop samo do določene točke popravila, dočim pa uradni serviserji določene blagovne znamke imajo pa dostop do mnogo več podatkov in mnogo več stvari dobijo direktno iz tovarne. Kako da ste se izbrali ravno ta poklic? Ta poklic pri meni sega že v 4. razred osnovne šole, ker je v meni rasla želja po tem poklicu. In tudi po končani osnovni šoli sem se odločil za ta poklic, kljub želji staršev za mogoče višjo izobrazbo. In sem to izobrazbo tudi z odliko končal. Kam ste pa hodili v šolo? V šolo sem hodil, takrat je bila srednja šola Borisa Kidriča Celje. In sem tam potem tudi končal 3-letno šolo za avtomehanika. In tudi po končani izobrazbi sem dobil takojšnjo zaposlitev. Konec oktobra 2011 je bilo na zavodu prijavljenih le 494 brezposelnih avtoserviserjev. Medtem ko je bilo v obdobju od januarja do oktobra istega leta objavljenih kar 1091 prostih delovnih mest za ta poklic. Če radi pokukate pod pokrov motorja in vam reševanje avtomobilističnih težav pomeni izziv, je avtoserviser pravi poklic za vas.